V soboto 23. marca se je v zdravilišču Termana Laško ob 10:30 pričel redni letni občni zbor celjske podružnice Združenja multiple skleroze Slovenije. Predsednica podružnice Celje Elizabeta Pongrac je pričela z občnim zborom, pozdravila vse prisotne člane in goste. Občnega zbora se je tokrat udeležilo 51 članov in 21 spremljevalcev ter povabljeni gostje. Trenutno šteje celjska podružnica 202 člana, od tega je 145 žensk in 57 moških. Delovno predsedstvo je bilo letos sestavljeno takole. Predsednica je bila Inkret Vesna, člana delovnega predsedstva sta bila Grosek Marjan in Pongrac Elizabeta, volilno komisijo sta sestavljala Podgrajšek Marjan in Debeljak Tatjana, vse povedano pa je zapisovala Ferlež Cvetka. Zapisnik sta s svojima podpisama overili še članici Kerovec Marija in Juhart Marija. Gospa Nada Tomanič je bila v vlogi predstavnice Združenja multiple skleroze Slovenije. Iz zdravilišča Termana Laško sta bili gosti gospa Dunja Koren, vodja hotelirstva in medicine, in gospa Polona Rozoničnik, diplomirana fizioterapevtka, vodja terapij. Letos se je pridružila predstavnica strokovnega odbora pri Združenju multiple skleroze Slovenije, primarij Beatrika Končan Vračko, ki kot doktorica medicine in specialistka nevrologinja v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani skrbi za strokovne obravnave bolnikov obolelih s to boleznijo. Predstavila je novosti v zvezi z zdravili drugega reda, ki ga uvajajo tudi pri nas, na primer galenium kapsule. Poudarila je pozitiven pomen rehabilitacije za ohranjanje zdravja in splošno aktivnost bolnikov. Glavna medicinska sestra Mirjam Salobir pa je bila predstavnica naravnega zdravilišča Topolščica, kjer se ravno tako izvajajo programi rehabilitacije, ki so še kako pomembni za kvalitetno življenje in aktivno delovanje članic in članov v društvih. Za začetek so občni zbor s krajšim kulturnim programom popestrila mlada dekleta Kovač, ki so zaigrale in zapele nekaj pesmi. Predsednica Elizabeta Pongrac je izčrpno predstavila aktivnosti društva v preteklem letu od lanskega občnega zbora dalje in v naslednji točki predstavila še načrte za letošnje leto, ki je še posebej slavnostno, saj v letu 2013 beležijo 40. obletnico obstoja Združenja multiple skleroze Slovenije. K sodelovanju se trudijo pridobiti čim več obolelih članov in članic, predvsem zaradi dobre in čim bolj sprotne informiranosti, in sicer preko glasila in spletne strani Združenja MS Slovenije, na srečanjih članov podružnice, preko spletne strani domače podružnice in na rednih uradnih urah vsak ponedeljek od 9. do 12. ure na sedežu na Trnoveljski cesti 82 v Celju. Brez dela na poverjeniškem področju vsekakor ne bi šlo. Poverjeniki obiskujejo najtežje pokretne člane z MS in vkolikor so člani potrebovali strokovno pomoč, so sodelovali tudi s strokovno službo na sedežu v Ljubljani. Pri nekaterih članih je bilo potrebno opraviti manjše individualne pomoči, ko so bili svojci najtežjih invalidov za krajši čas odsotni. 5 poverjenikov skupaj s predsednico so opravili na domu ali v domovih za starejše občane 63 obiskov. Po izčrpnem poročilu predsednice o lanskem delovanju in predvidenih načrtih za letošnje leto je sledilo še poročilo športnega referenta Janka Škarničkija o športnem udejstvovanju članic in članov na različnih tekmovanjih in druženjih, ki pa ga je zaradi njegove odsotnosti prebrala Vesna Inkret. Sledil je krajši kulturni program z uprizorjenimi skeči. Potrudila sta se Žiga Medvešek in Alen Mastnak, ki sta vse udeležence občnega zbora iskreno nasmejala. Po kulturnem odmoru so bile na vrsti še volitve za mandatno obdobje 2013 do 2017, dogovorili so se še o udeležbi na praznovanju 40. obletnice in o aktivnosti, ki jih je potrebno postoriti. Ob koncu občnega zbora se je predsednica Elizabeta Pongrac najlepše zahvalila vsem, ki so na kakršenkoli način pomagali svojim delom v podružnici. Sledil je še bogat srečelov, kosilo in prijetno druženje v sobotno popoldne.